Že drugo leto zapored so pri Babičevem mlinu v Vržeju pripravili poletne igre. Babičev mlin je sicer še edini od nekde 93 plavajočih mlinov na reki Muri in velja za izjemen kulturni spomenik in del prleško-prekmurske ter slovenske kulturne dediščine. Dogodek je še toliko pomembnejši, saj je obnova dotrajanega vodnega kolesa trajala več kot pol leta. Strokovnjaki so ga temeljito obnovili in restavrirali ter ga nedavno s pomočjo slovenske vojske ponovno postavili na plavajoče kumpe. Simon Balažic, eden od nosilcev in organizator projekta, pojasnjuje dogajanje v Babičevem mlinu. Namen prireditve je seveda nekako upozoriti na to, da imamo ta Babičev mlin tukaj na reki Muri, da je to neka kulturna vrednost, ki se seveda tudi obnavlja, nekako se dviguje raven ponudbe in s to vrstnim prireditvam seveda želimo nekako oživeti ta prostor tukaj ob samem mlinu. Po drugi strani pa seveda nekako želimo združiti te ponudnike različnih teh domačih ponudnikov z nekimi domačimi dobrotami, ali so to kakšni medeni izdelki ali izdelki iz aronije ali kakršnikoli drugi izdelki. Potem seveda damo poudarek na tem kulturnem programu, sedaj slišimo, da kunštni prleki špilajo, se pravi neke domače skupine, ki nekako popestrijo za program. Seveda tista glavna srčika tega samega dogodka tukaj so pa seveda te igre. Nahajamo se seveda ob reki Muri in lepo je, če nekaj s primerjavi z vodo storimo tudi nekaj, imamo neke igre in v 3 disciplinah potem tekmovalci v ekipah tekmujejo, da potem tisti res najboljši potem zmagajo in dobijo tudi primerno nagrado. Smo danes že drugič tukaj, kljub nekaj kislemu vremenu, dež nam je nagajal, je vseeno prišlo precej ljudi, ki smo lahko zadovoljni, v prihodnosti pa seveda bomo zadevo nadaljevali, bo šlo v tradicijo in ogromno ljudi, da bodo se lahko naužili te kulturne dediščine, narave tukaj, pa seveda teh zanimivih vodnih iger, ki jih tu uprizarjamo ob reki Muri. Tu imamo Prekmurce, imamo prleke, gosti so prišli iz sosednje Hrvaške, torej iz Varaždina, potem tudi gosti so prišli iz avstrijske Radgone, torej iz Avstrije, tako da nekako poskušamo ta panonski del, naš panonski del nekako združiti in Babičev mlin je taka točka, na katerem točki se lahko nekako vsi ti narodi tudi združujemo, skupaj počnemo, se zabavamo in si seveda drug drugemu zaupamo. Dogodka so se to pot udeležili tudi Slovenke in Slovenci iz Varaždinske županije, katere je vodila parlamentarna zastopnica Slovencev v Hrvaškem saboru Barbara Antolič-Vupora. Sem pa predstavnica slovenske narodne manjšine Varaždinske županije, kjer imamo zelo pomembno društvo, slovensko kulturno društvo Nagel, ki je poznan predvsem po tem, kako ohranja slovensko besedo na varaždinskem področju, kajti tukaj imamo projekt, kjer se več kot 250 učencev uči vsako leto slovenski jezik in kulturo. Slišali smo tukaj pri otvoritvi Babičevega mlina, da je bilo potrebno veliko prostovoljcev, veliko dela prostovoljnega in veliko skupnih moči, da se je ohranitev kulturne dediščine zgodila tudi za naslednje rodove. Tako tudi mi, Slovenci na Hrvaškem, ohranjamo svojo besedo in svojo kulturno dediščino skozi skupno delovanje. In veseli me, da je to, ki se je danes zgodilo tukaj pri otvoritvi, ena spodbuda, naj pridemo naslednjič, mogoče z našimi kulinaričnimi sposobnostmi, tudi pomagati, da se zbere več ljudi in da spozna, na kakšen način so včasih mleli moko. Od starih rečnih mlinov je tako danes ostal le še Babičev mlin v Vržeju, za katerega zgodovinske knjige izpričujejo, da je bil zgrajen okrog leta 1890. Gre za plavajoči, kombiniran mlin, kar pomeni, da je mlinarska hiša na kopnem, vodni pogon pa na Muri. Zgodovina mlina je zanimiva in polna nesrečnih dogodkov, vendar pa je ljubezen do mlinarstva bila močnejša od številnih ovir, kar nam je izpričala mlinarica Karmen Babič. Zakaj je pomemben ta dan? Ker smo s pomočjo velikih številov domačinov, prijateljev, kolegov, ki so neutrudno vedno priskočili na pomoč, ne glede na uro in čas, zopet obnovili mlinsko kolo, ki je bilo dotrajano, bilo potrebne obnove in seveda s pomočjo slovenske vojske, ki se ne bi zgodilo to, da se kolo zopet vrti, ker njim tudi ogromna zahvala, ker so prišli z dvigalom, pomagali dvigniti, postaviti nazaj dvigalo in danes smo zopet zagnali kolo, se pravi zgodovina točno
Letos je 110 let Babičevega mlina. Zadnjega pol leta se to ni slišalo. Tudi jaz sem bila žalostna, seveda tudi obiskovalci. Zdaj eni so zastopili, ko se kolone vrti, ko je dotrajalo, ko je treba narediti remont, obnova, ker brez tega ne gre, ampak vse potrebuje svoj čas. Nič ne gre tako, da bi tlesnili s prsti, ko bi en dan dvignili, drugi dan dali nazaj. Nažalost je pač malo dalj časa trajalo, ampak uspelo nam je. Bomo že poskrbeli za to, da bo se tradicija nadaljevala, kolo ne bo zastalo, bo se vrtelo še naprej za naslednje rodove, ker vseeno je to ena kulturna dediščina, slovenska, evropska, nasplošno širšega pomena, tako da, ker obiskovalci pridejo z cele Evrope, z celega sveta, tako da je treba to čuvati pa peljati to naprej. Pri obnovi mlinskega kolesa so sodelovali številni prostovoljci, v zadnjem času pa se je pričela urejati okolica mlina, ki bo ponujala številnim obiskovalcem še kaj več od samega ogleda mlina. Aleksandra Mohorič. Projekt ekoremediacije okoli nas je pomembno za Babičev mlin, da izkoristimo pač prostor, kot je tu, da privabimo več ljudi, turistov, da pač prikažemo nekšno lepšo okolico. Zdaj smo tukaj naredili poti zraven Babičevega mlina, naredili smo tudi 3 gredice, pač ekoremediacijske rastline smo zasadili. V okviru tega projekta smo tudi z osnovno šolo Gornja Radgona organizirali dogodek, ko smo naredili z otroci ekoremediacijske glinene krogle, katere smo pol tudi vrgli v reko Ščavnico in pol bomo videli po analizi, če se kaj spremenilo v njej. Podobne prireditve, kot je tale, poletne igre pri Babičevem mlinu, so priložnost, da se srečajo lokalni prebivalci levega in desnega brega reke Mure in spoznajo ne samo objekt mlina, ki je zares nekaj posebnega, ker je vpisan tudi v register kulturne dediščine Slovenije in ker je nepremičninski spomenik lokalnega pomena, marveč da podoživijo ekološko naravno izjemnost tega območja, raznovrstnost življenjskih prostorov in biotsko pestrost v Muri in njenih mrtvicah.